Živjo! Lepo pozdravljeni! Danes je že četrti dan izziva. Samo še 2 dni izziva sta pred nami in danes se bomo pogovarjali o tretji duhovni praksi, katera je zelo, zelo ključna za življenje v visoki vibraciji. Kaj bomo danes ugotovili? Danes bomo ugotovili, da je tudi tole naše druženje v bistvu duhovna praksa. Spet bomo pogledali naš plakat in se posvetili tretji duhovni praksi, ki je po mojem mnenju izjemnega pomena za to, da ne samo vzpostavimo svojo duhovno prakso, ampak da smo dejansko potem tej praksi tudi predani in da v bistvu vsakodnevno svojo energijo, ne vem zakaj sem to rdeča, zdaj tlele vidim, ja, prvi dan menstruacije, tako da to potem se malo pozna. Skratka, ne samo to, da v bistvu ohranjamo svojo duhovno prakso, ampak da imamo tudi podporno okolje, s katerim delimo to duhovno prakso. Ne? Podporno okolje, ki nas podpira, za nas navija in da ti rečejo, ko reče mami, zdaj moram meditirati, ne? Da te pustijo na miru. Skratka, danes se bomo pogovarjali o tem, kako okoli sebe izgraditi takšne odnose in takšno skupnost, ki tebe drži v visoki vibraciji. Se pravi, ta naša tretja duhovna praksa, katero bomo danes obravnavali, je duhovna praksa prave skupnosti, pravih odnosov, pravih ljudi. Kako okoli sebe izgraditi takšne odnose oziroma odpreti sebe za takšne skupnosti, za takšno družbo ljudi, ki vibrira v podobni vibraciji kot ti. In to, da smo obdani z ljudmi, ki so v naši vibraciji, je ključnega pomena za naš uspeh v življenju. To je izjemnega pomena. Če se mi želimo povzdigniti v določeno vibracijo v našem življenju, moramo mi sebe dobesedno obdati s takšnimi situacijami, obdati s takšnimi ljudmi, ki to vibracijo nosijo. Posledično bomo mi sebe napolnili s to vibracijo in bomo mi sebe tja dvignili. Tako da to je naša današnja tema. Kako biti v dobri vibraciji vsak dan, tako da okoli sebe izgradimo takšne odnose oziroma se družimo s takšnimi ljudmi, ki imajo podobno vibracijo kot mi in na svoje želene frekvence tudi dvigujejo. Evo, pošljite v srčke vse boginje, ki imate tudi danes menstruacijo. Bomo skupaj danes v teh visokih vibracijah tudi na ta dan. Sama čisto vsak dan, vsak mesec, ko imam menstruacijo, prvi dan menstruacije mirujem in ne delam. Ampak danes pač imamo ta dogodek in tega ne bi hotela zamuditi. Tako da bom potem kakšen dan kasneje malo noter prinesla. Ok, pa predno začnemo s to današnjo temo, dajte mi povedati, ali čutiš, da že imaš ob sebi tako družbo ljudi, takšne odnose, takšno skupnost, ki tebe dviguje v visoko vibracijo. Ali se ti zdi, da mogoče bi bilo treba na tem še malo narediti, ne? Karkoli je tvoja realnost, evo napiši v komentar spodaj, da vidimo, kje smo in da potem iz tega naprej štartamo. Včasih nam je naravno dano, da smo v bistvu povezani z ljudmi, ki so nam bolj vibracijsko skladni. Včasih se moramo zato malce bolj potruditi, ne. Najbolj verjetno, kar se ti pa dogaja, je pa to, da ko ti rasteš v svojem zavedanju, ne, tako kot smo se včeraj pogovarjali, ne, da gremo iz 3D dimenzije v 5. dimenzijo, kar se zgodi, je, da ko mi rastemo v zavedanju, se zamenjajo tudi skupine ljudi. Evo, pišete, da osebno še ne, da je treba še malo na tem narediti. Partner je super, super Polona, evo, to je že en plus. Kaj se zgodi, ne? Včeraj smo se pogovarjali o tem, kako pomembno je, da živimo življenje jasnosti in da v bistvu sebe v zavedanju širimo. In ko mi to počnemo, ne, ko mi v zavedanju sebe širimo in ko gremo iz 3D dimenzije v 5D dimenzijo, kar se zgodi, je to, da se tudi ljudje zamenjajo. Oziroma opazimo, da ljudje, ki so okoli nas, niso več na isti valovni dolžini, ne, tako rečemo. Ne. Se pravi, ne vibriramo več enako.
In zelo pogosto nas to potem da v malce tako neprijetno situacijo. Ali naj zdaj nadaljujem in imam ta prijateljstva, čeprav potem, ko se dobim s to prijateljico ali prijateljem, sploh nisem več energijsko poln, ampak me celo izprazni. Oziroma, kako pritegniti takšna prijateljstva, kako ustvariti ta prava duhovna prijateljstva, ki tebe povzdigujejo v takšne vibracije, kot si jih želiš. In torej, včeraj smo govorili, da kar se trenutno dogaja na planetu Zemlja, je, da globalno rastemo in dvigujemo svoje zavedanje iz 3. v 5. dimenzijo in nekateri ljudje gremo hitreje kot drugi. To nič ne pomeni, da je nekdo boljši, slabši, samo pomeni, da si je duša izbrala drugačne izkušnje v življenju. In kar se zgodi, je, da ko ti dvigneš svoje zavedanje, se ti spremeni tudi družba ljudi. Zaradi tega, ker enostavno ne moreš več biti v družbi, kjer se samo pritožujejo in so v strahu in so v paniki in so v iskanju krivcev zunaj sebe in v vlogi žrtve. Enostavno te to več ne podpira, zato ko enkrat začneš delati na sebi, ko enkrat začneš duhovno rastati, ko začneš meditirati, ko začneš jasnost integrirati v svoje življenje, postaneš veliko bolj dovzeten za energije, postaneš veliko bolj izbirčen pri tem, s kom boš ti svojo energijo delil, izmenjeval in v kakšnih okoljih se boš nahajal. In takrat se ti v bistvu potem malo zgodi mogoče neka luknja vmes, ko se ti menjajo ljudje in najbolj pomembno v tistem trenutku je, da smo pogumni in si dovolimo spustiti te stare vezi. To ne pomeni, da moramo zaključiti odnose. To samo pomeni, da napolnimo svoje življenje z druženjem z ljudmi, ki so z nami bolj vibracijsko skladni. In ko ostanemo znotraj svoje vibracije, ko ostanemo znotraj svoje dimenzije, kar se zgodi je, da po zakonu privlačnosti privlačimo kot magnet v življenje takšne ljudi, ki so z nami skladni. In torej praksa, ki je zelo pomembna za našo duhovno rast, je to, da smo obdani s pravimi ljudmi. Se pravi, da smo obdani z ljudmi, ki so z nami vibracijsko skladni. Evo, in kaj sem zdaj naredila, je, da sem narisala še eno slikico. Lahko se vidi, moje sposobnosti risanja niso neke zelo hude, ampak mislim, da za to razlago bo dovolj. Se pravi, to smo mi, In tu je naše energijsko polje. Se pravi, če samo pogledamo, rekli smo, imamo fizično, čustveno, mentalno in energijsko polje. In jaz sem zdaj združila in sem narisala samo energijsko polje. In tole je naš vibracijski prostor. Kaj je sploh vibracija? Dajmo to najprej razčistiti. Čisto vse, kar fizično obstaja. Pa naj bo to ta stol, ali pa moje telo, ali pa tale kozarec, karkoli fizično obstaja, je v bistvu samo zelo gosta energija. Se pravi, mi smo v bistvu energija. In če si predstavljaš, da bi en žarek svetlobe zelo, zelo hitro se vrtel, bi ustvarjal dejansko vibracijsko polje. In to vibracijsko polje smo dejansko mi. In žal še nimamo takih naprav, da bi bili sposobni iti tako globoko v našo celico, v naš zapis, da bi mi res videli, kdo mi resnično smo. Ampak mi smo vibracijska bitja. In zato, ker naša vibracija tako zelo vibrira, ustvarja to gosto tkivo, kot je naše fizično telo. In ja, tudi stol je vibracija. Vse, kar obstaja fizično, je samo zelo zgoščena energija. In kaj je vibracija? Vibracija je svetloba plus informacija. Se pravi, svetloba in informacija naredi vibracijo in to smo mi. In v osnovi smo mi najprej vibracijsko polje. Se pravi, v osnovi smo mi najprej vibracija. Potem pa se tale naš fizičen telešček naredi. In zdaj, tole je naše vibracijsko polje. Se pravi, to je tvoj prostor. Predstavljaj si, da je to tvoj vrt. In prav zamisli si, da imaš ti svoj vrt, na katerem rastejo rožice, pa grmički, pa potoček imaš notri, pa kakšno klopco. Predstavljaj si svoj najlepši vrt. In zdaj me zanima,
A bi ti dovolil, da v tvoj vrt pridejo ljudje in hodijo po tvojih rožicah? Trgajo tvoje rožice, vlečejo ven rožice, ki si jih posadil. A bi dovolil, da bi po tvojem vrtu hodili ljudje in bi kamne zmetali stran, da bi se tvoj potoček razlil, pa da bi pa nesel svoje smeti in bi nasmetil tvoj vrt s plastenkami, recimo? A bi dovolil, da se po tvojem vrtu popiva in da po tleh potem ležijo flaše alkohola? Ne? A bi dovolil, da nekdo tako grdo dela z vrtom, ki si ga ti zalival, ki si ga ti za njega skrbel, ki si ti ves čas gradil, da bo ta vrt cvetoč? Verjetno ne, a ne? Verjetno ne bi dovolili, da nekdo naš vrt, za katerega smo mi skrbeli, za katerega smo mi z ljubeznijo zalivali in skrbeli, da raste, da nekdo pride in nam kar požge naš vrt, nam popul ven rožice in pusti smeti. Ne? In naš prostor, naš osebni prostor je naš vrt. Kar pomeni, koga spuščaš v ta vrt? Komu dovoliš, da sedi s tabo v tvojem balonu, tvoje vibracije, v tvojem energijskem polju? In zdaj, če si predstavljaš, da ti sprejmeš notri, pa bom zdaj kar uporabljala te barve, da mi sprejmemo v naš osebni prostor ljudi, ki imajo visoko vibracijo, ki imajo radi življenje, ki meditirajo, ki so zavestni, pa ljudje, ki se zavedajo, da so vodje svojega življenja in so uspešni, in so ljubeči, in bi mi napolnili svoj osebni prostor z vibracijo teh ljudi. Kako bi se mi počutili, če bi bil cel naš balonček poln s temi energijami? Ali bi ta vibracija vplivala na to, kako se mi počutimo? Zagotovo. Zagotovo, ne? Ok, kaj pa če rečemo, da mi v svoj prostor spustimo ljudi, ki so negativni, ki imajo nizko zavedanje in obsojajo ves čas, ki iščejo krivca zunaj sebe, ki se stalno pritožujejo, ki vedno vidijo napake, ne znajo pohvaliti ničesar, so negativni, imajo zelo slab življenjski stil, ne naredijo veliko zase, onesnažujejo prostor. Kaj bi se zgodilo, če bi bil naš prostor poln teh ljudi? Kako bi se mi počutili? In potem imamo pa recimo še tretjo vrsto. Imamo pa ljudi, s katerimi smo si včasih bili blizu, ker smo imeli nekaj skupnega. Mogoče je bil to tvoj sošolc na faksu ali pa v osnovni šoli, ali pa prijatelj iz otroštva. Pa v bistvu imaš spomin, da si se imel lepo, ampak danes pa ne klikneš več. Ker je šlo tvoje življenje v drugo smer, druge stvari ga zanimajo, Mogoče ta oseba te malo čudno pogleda, ko ji ti rečeš, da ti pa meditiraš, In kaj se zgodi? Mi izbiramo, da svoje polje napolnimo z vibracijo, ki potem na nas vpliva. In to je kot semafor, Rdeča barva ti reče stop. Rdeča barva ti reče stop, dajmo takole, da se vidi. Rdeča barva je stop in ti reče, lej, to niso vibracije, v katerih želiš biti. Potem imamo oranžno barvo, ki ti reče, lej, to so ljudje, ki so dejansko bili nekaj časa pomembni, ampak zdaj niste več na isti frekvenciji. Tako da lahko jih spustiš. Pa imamo pa zeleno barvo.
Zeleno barvo so pa ljudje, s katerimi se trenutno zelo ujamemo, ker je njihova vibracija nekaj, kar mi želimo, da bi bilo naše življenje bolj polno, da bi imeli več tega v svojem življenju. In predstavljaj si zdaj, da je tvoj osebni prostor kot semafor. Kakšne barve boš spustil notri? Kakšne ljudi boš spustil v svoj osebni vrt, v svoj osebni prostor? In kaj se dogaja? Tole je naš barometer vibracije. Dobesedno vibracijo se da zmeriti, to je energija. In nižja kot je vibracija, nižja čustva nas obdajajo. Kadar smo v strahu, v žalosti, v stiski, v obsodbi, kar se zgodi, je to, da je naša energija zelo nizka. Ker to so vibracijska čustva, ki so zelo, zelo nizko vibrirajo. In se počutimo za en drek. Ko pa se mi recimo dvignemo v ljubezen do sebe in si dovolimo reči osebi ne, in si dovolimo iz našega osebnega prostora spustiti ljudi, ki niso več skladni z nami, se naša vibracija dvigne. Ker začnemo mi izbirati, koga bomo spustili v naš prostor. In običajno izbiramo v svojem osebnem prostoru take ljudi, ki so vibracijsko skladni z nami. Kar pomeni ne samo, da so oni ljubeči, ampak smo tudi mi ljubeči. Mi smo tudi potem osebe, ki dajemo to energijo v naš prostor. Sicer tega ne bi mogli pritegniti. In kar se zgodi, je, da se naša vibracija viša. Vedno viša, vedno viša. In če smo začeli pri paniki, strahu, skrbi, žalosti, obsodbah, primerjavi, in potem smo začeli izbirati ljubezen do sebe, začeli smo izbirati, da v svoj osebni prostor dajemo ljudi iz zelenega seznama, iz zelenega semaforja, s katerimi se res želimo družiti in ki dejansko so za nas inspiracija, kar se zgodi, da se začnemo nahajati više na tem barometru vibracije. Kar pomeni, da kar naenkrat začneš pritegniti k sebi še več takih ljudi, še več takih situacij, še več takih ponudb življenja. In potem se naša vibracija lahko še dviguje in dviguje. In evo, tukaj zgoraj imamo osebo, ki je zelo visoka v svojem zavedanju. Mi temu lahko rečemo razsvetljena, ampak razsvetljenstvo v bistvu ne pomeni, da si ti tam nekje na skali in meditiraš cel dan, ampak pomeni, da ti živiš v popolni brezpogojni ljubezni do sebe, do drugih, v spoštovanju in v globokem zavedanju obstoja vsega, kar je. In torej, duhovna praksa naših odnosov, ljudi, s katerimi se družimo, katere izbiramo dajati v naš osebni prostor, je bistvena za kvaliteto našega življenja. In zdaj te povabim, da vzameš en listek, lahko je čist majhen listek, narišeš tale krog in želim, da napišeš notri v ta krog vse imena ljudi, s katerimi se najpogosteje družiš. Lahko so to tvoje sodelavke, lahko je to tvoja družina, lahko je to tvoj partner. Samo vzemi list, svinčnik, nariši sebe in začni pisati v tvoj osebni vibracijski prostor, kdo je del tvojega življenja. Evo, gremo zdaj kar vsi to vajo narediti, zaradi tega, da bomo do enega pomembnega spoznanja prišli. Se pravi, lahko, če si pa v avtu in to poslušaš nekje na poti, pa premisli, na glas povej, kdo je oseba, ki jo redno spuščaš v svoj osebni prostor? Kdo je oseba, ki ves čas dobiva dostop do tvojega vrta? Pa ne glede na to, kako se obnaša, koga spuščaš v svoj vrt. In gremo zdaj naprej. Se pravi, verjetno smo not napisali družinske člane, prijatelje, sodelavce, poslovne partnerje, mogoče kakšno sošolko iz srednje šole, prijatelja, od prijatelja, ki se hodite skupaj nogomet igrati, recimo, In zdaj želim, da pogledaš, kateri ljudje v tvojem osebnem prostoru so res pri tebi na zelenem seznamu semaforja. Obkroži imena teh ljudi.
kdo so ljudje, ki imajo tako vibracijo, da si ti res želiš z njimi preživljati čas. Ne zato, ker je to tvoja mama, ne zato, ker je to tvoja tašča, ker se spodob, da greš za vikend na kosilo tja. Ampak, ko res greš v svoje srce, veš, da te ta oseba vedno poln prideš iz tega srečanja. Ok, zdaj, glede na to, da nič ne pišete, bom jaz predvidevala, da delate vajo z mano. Skratka, obkroži ljudi, ki so na isti valovni dolžini kot ti, ki so v tvoji vibraciji, ki so s teboj vibracijsko skladni. In zdaj, velikokrat se postavi vprašanje, ok, se pravi, če jaz lahko izbiram, s kom se družim, če jaz lahko dajem v svoj prostor ljudi, ki so z mano skladni, ampak kaj pa z družino? Kaj pa z družinskimi člani, ker z njimi se pa moram srečati, z njimi sem pa primoran, da se pogovarjam, da hodim na družinska kosila in tralala. Prva stvar, ki bi rada rekla, je to, da so te ljudje v tvojem osebnem prostoru. Pomeni, da jih kot duša potrebuješ. Vsak človek, ki je del naše matrice, ki pride v naše življenje, je po dušni pogodbi izbran, da bo tam. Zakaj? Zaradi tega, ker je namen v srečanju. Vsi tisti, ki želite naprej raziskovati dušne odnose, znotraj spletne šole Oracle Membership imamo prav en poseben dogodek na temo dušnih odnosov, tako da boste lažje raziskali, s kakšnim namenom je kakšna oseba v tvojem življenju. Ampak na tem mestu, kar rabimo vedeti je, čisto vsak človek, ki vstopi v naš svet, sploh pa družina, so duše, ki smo si izbrali, da bomo v tem življenju potovali skupaj. Da se bomo drug od drugega učili. Ampak, ali to pomeni, da moraš ti iz igranja vloge, iz pričakovanja družinskih vezi, izbirati se s to osebo vsak vikend družiti? Ne rabiš. Ali si ti svobodno bitje? Si. Ali lahko ti izbereš, da naslednji vikend ne greš v taščine kosilo? Lahko to izbereš, ne? Ali lahko izbereš, da boš naslednji vikend se raje dobila s prijateljico, ki si jo zdaj spoznala kot sošolko iz faksa, s katero se dobita enkrat na leto in misliš, da se zdaj moraš z njo dobiti? Ja, lahko izbereš. In torej, kaj je zelo pomembno? Da se zavedamo, da je duhovna rast, ko prepoznamo, da smo mi tisti, ki puščamo ljudem, da pridejo v naš osebni prostor. Mi smo tisti, ki dovolimo, da ljudje hodijo po našem vrtu in se tam obnašajo tako, kot se pač obnašajo. In prvo, kar je, bodi ti najboljši in najbolj ljubeč skrbnik svojega vrta. Ker če boš ti puščal smeti po tleh, boš logično pokazal vsem ljudem, to se pač, tukaj pri meni se lahko meče smeti po tleh. Se pravi, naša duhovna praksa, to, da smo redno v meditaciji, da živimo v jasnosti, te dve duhovne prakse, ki sem jih omenila v zadnjih dneh, so ključne, zato ker poskrbijo za to, da nas postavijo v vibracijsko stanje, ki potem pritegne ljudi, ki so z nami skladni. Se pravi, ko mi smo v določeni vibraciji, ko mi na nek način vibriramo, začnemo postajati zelo jasni v tem, da želimo ob sebi ljudi, ki so nam vibracijsko skladni. To ne pomeni, da so nujno enaki, to ne pomeni, da nujno enako razmišljajo, pomeni pa, da so vibracijsko skladni in začnemo energijsko pravzaprav odpirati prostor za take ljudi. Ampak na neki točki moraš pa še vedno prepoznati, ok, dobivam se s to prijateljico zaradi tega, ker mislim, da se morava in nimam, jaz ko rečem, jajc oziroma jajčnikov, da bi rekla, tega si zdaj ne želim. Želim se družiti s to osebo. Postati moramo zelo skrbni do svojega polja, do svojega okolja. Ker, a veste kaj? A mislimo, da nas najbolj določajo geni in energija, iz katere smo mi prišli, naša družinska karma? Ne. Ne, to je 20%. 80% na nas vpliva naše okolje. Kje živimo,
s kom se družimo in kaj redno počnemo. In recimo, če ti želiš postati finančno močnejši, svobodnejši, imeti več denarja, boljše finance, s kom misliš, da se moraš družiti? A to, da se družiš z nekom, ki stalno jamra in nikoli nima denarja in je vedno v vlogi žrtve, ali misliš, da bo taka oseba napolnila tvoj prostor z vibracijo obilja? Vsi vemo, da ne, a ne? Ok, kaj pa, če ti v svoj prostor povabiš osebo, ki zna ustvarjati obilje, ki je to mogoče bilo lažje, ker je imela v preteklih življenjih več izkušenj na tem področju in to zna. Kaj se zgodi, če se začneš družiti z osebo, ki je finančno svobodna? Ta oseba prinese to vibracijo v tvoje polje in logično to vpliva na tebe in se začne tvoje vibracijsko polje polniti s tem. Ali pa recimo, da želiš pritegniti partnerski odnos v svoje življenje, da si samski ali pa samska. Če se boš samo s samskimi ljudmi družil, a misliš, da ti bodo oni dali pravo ogledalo partnerske ljubezni? Kaj pa, če bi začel se družiti z ljudmi, ki so že v paru in ki imajo odnos, v katerem resnično cvetijo? In se začneš povezovati s takimi ljudmi. Kaj se bo zgodilo? Ja, logično, taka vibracija bo vstopila v tvoje polje, kar pomeni, da boš sam začel lažje kreirati, ker boš ti v vibraciji te ljubezni. Če želimo, recimo, okrepiti telo, a se bomo družili z osebami, ki so zdrave in ki so športne in vitalne in zdravo živijo, a se bomo družili z ljudmi, ki jejo samo čips in čokolado in alkohol pijejo. Skratka, kaj moramo mi dojeti? Duhovna praksa je tudi to, da izbiramo, s kom se družimo. Ker imamo zavedanje, da 80% tega, kar vpliva na naše življenje, niso naši geni, niso naša družinska karma in zgodbe iz družine in niti niso zunanje okoliščine, ampak je naša izbira, koga bomo spustili v svoje vibracijsko polje, s kom se bomo družili, s kom bomo preživljali največ svojega časa. In nič ne narobe, seveda se bomo šli na rojstni dan od svojega tasta. Nič ne narobe, ne? Ampak, a boš zbiral vsak dan biti z njim v stiku, če ti njegova vibracija ne paše? Verjetno ne, a ne? Se pravi, moramo postati energijsko samostojni, energijsko suvereni in svobodni, da se zavedaš, da tvoje življenje je tvoja kreacija. Ustvarjaš ga s tem, kakršno vibracijo ti sidraš, v kakršno vibracijo ti sebe daješ. Se pravi, kaj pa mi naredimo? Mi pa recimo smo samski in ti grejo na živce vsi ljudje, ki so zasedeni in ki so v odnosu zaradi tega, ker ti pritiska, ker oni so v odnosu, ti pa nisi. In se potem zaradi te rane ne družiš z ljudmi, ki so v čudovitih odnosih, mislim, mogoče da so, ne? Ali pa najdeš ljudi, ki so v dobrih odnosih in se začneš z njimi povezovati. In začneš ustvarjati to vibracijsko polje tega. Ali pa recimo vidiš osebo, vidiš prijatelja, ki mu gre zelo dobro njegov posel. In padeš v obsodbo, v ljubosumje, v primerjavo, namesto da bi rekel, jaz se rabim dati v polje te osebe, ker očitno ta oseba zna ustvarjati uspeh. In ga vprašati, kaj ti počneš? Ker, a vam nekaj povem, nismo si tako zelo različni, kakor mi mislimo, da smo. Se pravi, če bi mi hodili po isti poti in bi dajali v življenje iste energije, kot jih je ta oseba, bi tudi mi sebe napolnili s to energijo. Se pravi, če jaz želim postati zdrava, pomeni, da se jaz moram ozreti okrog, kdo v mojem življenju je zdrav, kje lahko najdem zdrave ljudi in se začnem z njimi družiti. In jih vprašati, kaj pa ti počneš za to, da si ti zdrav? Kaj pa ti počneš za to, da si ti vitalen in močen? In dobesedno, a veste kaj, nehati moramo čakati, da se bo kar zgodilo v življenju sprememba. Ne bo se. Spremembo izbereš ti.
ko se zavedaš, da to, koga daješ v svoje polje, je ključno. In ne samo to, katere osebe povabiš v svoje polje. Tudi, kakšne filme gledaš, kakšna video te poslušaš, od koga se učiš, ne? Kakšne knjige bereš, ne? Od tega, o čem se pogovarjaš, kaj so teme tvojih pogovorov. Ti izbereš, mi izberemo in smo preveč prepuščeni pogosto, da kar pač dovoliš, da se stvari zgodijo. Ne, ti si vodja svojega življenja, ti nisi žrtev zunanjih situacij, ti si vodja svojega življenja, se pravi, kam želiš iti, kaj si zase najbolj želiš. Se pravi, ko veš, kaj si želiš, pomeni, da se moraš dati v vibracijo tega. In biti pogumen, da spustiš stran tele in reči, ne, ta vikend ne pridem na družinsko kosilo, ker bom preživljala čas s svojim partnerjem, da se mava fajn v najnem odnosu. In rečeš tejle prijateljici, super, da si prišla in da si dala povabilo, ampak zdajle sem se odločila, da bom šla raje v gozd sama. In začneš polniti svoj prostor z zelenimi listki, s tvojimi top izbirami. Lahko je to izbira ljudi, lahko je to izbira situacij, česarkoli. Tvoje okolje, to je tvoj vrt. Zalivaj ga, če želiš, da raste. Ne? In po vibracijski lestvici se boš dvigoval, ko boš v svoje polje začel dajati stvari, situacije, ljudi, izbire, ki so tvoja top izbira. Česar si ti več želiš v svojem življenju? Ne? Ok, a je kakšno vprašanje? Vidim tukaj le, da srčki letijo. Krasno. Naj vas ne bo strah, da boste osamljeni. Ker kaj se zgodi, ko si pogumen, da spustiš stran ljudi, ki niso s tabo vibracijsko skladni? Ti to da dve stvari. Prva stvar, da ti opcijo, da greš poglobiti odnos s seboj. In se vprašaš, kakšna oseba jaz želim biti? Kaj jaz prinesem do mize? Kaj jaz prinesem do situacije? Ne samo čaka, da bodo ljudje bolj ljubeči, ne samo čaka, da bodo ljudje bolj zabavni, pa da bodo bolj bla bla bla. Bodi to, kar ti želiš biti. Dvigni to vibracijo v sebi. Kako? Spet, prva duhovna praksa, meditacija. Druga duhovna praksa, jasnost. In ko si boš dvignil to vibracijo v sebi, avtomatsko bodo k tebi prihajali te ljudje. In zato, ker sem sama dejansko opazila, da manjka nam duhovna družina, manjkajo nam ljudje, ki so v isti vibraciji. Sploh, ko se nam naše zavedanje dviguje, ko prihajamo iz 3. dimenzije v 5. dimenzijo. Imamo včasih občutek, da smo sami. Ampak v bistvu nismo sami. A veste, koliko ljudi meditira? A veste, koliko ljudi zavestno živi in dviguje svoje zavedanje? Ampak ravno zaradi tega, ker mi ne vemo, ker nismo povezani s temi ljudmi, se počutimo osamljeni. Imamo občutek, sam sem na tem svetu, ampak nisi sam na tem svetu. Kar pa moraš narediti, je pa to, da začneš iskati, kje so te ljudje. Kje so te ljudje? In evo, poglejmo tole našo skupino. Ne? Samo v tej skupini imaš več kot 5000 ljudi, ki si želi dvigniti zavedanje, ki je v 5. dimenziji, oziroma hoče priti v 5. dimenzijo, ki meditira, ki ga te stvari zanimajo. Se pravi, je zelo ključnega pomena, da ko ni nečesa v našem življenju, da se obrnemo in vprašamo, kje to je in se mi damo v tako okolje. In zaradi tega, ker sem dejansko prepoznala, da je velika potreba potem, da se isto misleči ljudje, ki imajo svojo duhovno prakso, ki imajo željo po zavestnem življenju in visoki vibraciji povezujejo, je en zelo velik del moje spletne šole Oracle Membership tudi
Facebook skupina, ki je namenjena samo orakljem šole. In danes ti bom dala to darilo, da bom tukaj v ta pogovor povabila 3 čudovite osebe, ki so del moje spletne šole Oracle Membership. Da ti zaupajo svojo zgodbo, kako so oni zrasli oziroma kaj je njim prineslo to, da so izbrali svoje polje, da so izbrali sebe, da so izbrali svojo duhovno prakso in skupnost. In tale naša Facebook skupina, tega izziva, je bila zdaj ustvarjena za namen tega izziva. In ko se izziv zaključi, se bo skupina zaprla in se bomo vsi prenesli naprej v Facebook skupino spletne šole Oracle Membership, seveda kdo bo šel, bo želel, da se v bistvu ta vibracija lahko naprej nadaljuje. Tako da, a ste za to, da spoznamo prvega modernega oraklja in lahko jim boste tudi postavili kakšno vprašanje, tako da razmisli, kaj te zanima. Jaz bom pa tukaj le pogledala, koga imam. Evo, pa začnemo z Žigatom. Čau! Živja! Žiga, živja! Koliko sem navdušen! Ja, jaz tudi, evo, tukaj ti že mahajo, vidiš, Ivi te že pozdravlja. Čau! Žiga, povej nam, koliko časa si ti že v naši spletni šoli Oracle Membership? Ja, v bistvu bo čez par dni 1 leto. Tako da od lani aprila. In kaj se je zgodilo lani, da te je poklicalo, da si se nam pridružil v spletni šoli? Kaj se je zgodilo? Ja, mogel sem priti toliko dol, da nisem mogel sam več gor in potem mi je spletna šola pomagala, da sem prišel nazaj gor, pa še ene 500 stopnič višje, kot sem bil prej. Tako da spletna šola mi je res močno pomagala v zadnjem letu in še zmeri mi. In zato ustajam, Mislim, še naslednje leto. Kaj si rekel, da ti je tista največji doprinos, odkar si v spletni šoli? Kaj bi ti rekel, da brez tega pa res ne bi več mogel živeti? Mislim, jaz ne bi mogel živeti brez duhovne prakse, ki sem si jo od lani aprila do zdaj vzpostavil, po kateri sem celo življenje hrepenel, pa je kar nisem znal vzpostaviti, zdaj jo imam. Ne bi mogel živeti brez toliko jasnosti, kot jo imam zdaj v življenju, vsak dan, v vsaki situaciji, in ne bi mogel živeti brez take skupnosti ljudi in toliko srčnih ljudi. Mislim, to je res pa druga kvaliteta življenja in druga kvaliteta druženja in zelo zanimivo, na katerkoli dogodek grem, pa je lahko koncert v Kino Šiška ali pa nekje druge, sami moderni oraklji, sami sošolci, res. Ful je zanimivo in ful je lepo, ker pa se tako prepoznavaš. Aha, nisem edini ta čuden tu v tem prostoru. Mislim, ta čuden, a ne? Zdaj je v bistvu čuden že nekdo, ki ni v duhovnosti. Ja, enkrat sem šla jaz na eno masažo v Ljubljano, imela sem ful slab dan, težek dan in sem bila v zelo nizki vibraciji in potem grem na masažo in pridem ven iz tiste masaže, vsa neprizemljena, a ne? In jaz lezem v avto in mimo se pripelje kolesar na kolesu in jaz tega kolesarja skoraj zbijam z vrati od avta, ker sem bila toliko neprizemljena, da ga nisem videla. In Žiga, ta kolesar si bil ti. Se spomniš? Ja, zdaj sem razmišljal, o katerem kolesarju govoriš. Ja, zanimivo. Mislim, da 3 dni preden sem Tjašo prvič v živo spoznal po skoraj 1 letu v spletni šoli, sem jo srečal v avtu. 3 dni preden sva se uradno spoznala na dogodku. V glavnem, in jaz tebe skoraj zbijam, s kolesom, in potem ti mene pogledaš in mi ti rečeš, Tjaša, jaz sem pa tvoj moderni orakel, In v tistem, skočem nate, te objavim, jaz sem mislila, če bi kdo to gledal, bi rekel, kaj te ženski ni jasno, Ampak v bistvu, kako
si mi takrat izboljšal življenje tisti dan, tisti trenutek, zato ker sva se prepoznala, veš, ker sem ugotovila, rakelčak, ne, dajmo. In to je tisto, ne glede na to, kam greš, v bistvu te srečajo ljudje, ki so del te naše mreže, ker ta skupnost je kljub vsemu zdaj že zelo velika, ne, in ravno zato mogoče ne vsi tisti, ki se počutijo, da so sami v tem, jih šola močno podpre, ker prepoznajo, da niso sami, ne. Ja. In zanimivo je to, ne, pol kar naenkrat vidiš, v mojem kraju, ki je lahko ful mali, je ful veliko modernih orakljev. In pol ta prepoznava pride, torej, ko se naslednjič srečava, se lahko pogovarjava tudi o moji duhovni praksi. Točno to. Žiga, a veš, ko si ti prišel v spletno šolo, ne, glede na to, da šola traja že 3 leta, ti si prišel lani, kar pomeni, da je bilo že ogromno vsebine v šoli naložene. Daj mi povej, pa mogoče vsem ostalim, ki se nam bodo letos pridružali, kako si se ti lotil te vsebine, ne? Ker je zelo dragocena vsebina, vsak mesec nova tema. Kako si se ti tega lotil, ko si ta znanja integriral v svoje življenje? Mislim, jaz ponavadi, če mi je nekaj fajn, hočem vse naenkrat. In tudi tokrat je bilo tako. In jaz sem, torej aprila se je šola odprla, april, maj, junij, do junija sem vse vsebine, ne vem koliko 100 predavanj poslušal, pa ne samo enkrat, večkrat. Tako da v bistvu do zdaj mi je ostala samo še ena vsebina o kristalih. Ostalo sem res vse do poletja pogledal, tako da v 3 mesecih sem vse pogledal, pa še sprot sem delal, sprotne vsebine in seveda od takrat naprej, tudi redno še zmeri gledam te vsebine, ker je zmeri neka nova razsežnost, kar sem že 1000-krat slišal, potem slišim še nekaj drugega. V bistvu je to tisto, kar je za tem sporočilom, ker ko v bistvu širim zavedanje, lahko iz enega sporočila zmeri več jasnosti dobim. Tako da, itak sem vse naenkrat, zdaj pa še po delčkih. Krasno. Evo, zelo lepo ogledalo si nam postavil, ne, da si šel all in v vso to zavedanje in kaj bi rekel, mogoče za zaključek, kaj bi rekel tisto največja transformacija, ki ti jo je šola prinesla do tega trenutka? Največja transformacija je to, da sem ponovno začel duhovno živeti svoje življenje, ker sem v zadnjih letih se odmaknil od sebe in mi je v bistvu spletna šola pomagala, da sem spet najdel sebe, se povezal s sabo in po več letih spet najdel res srečo v svojem življenju in da se imam res rad zdaj in da uživam svoje življenje in da ga ne bi zamenjal sploh. Tako da hvala Tjaši, hvala tebi Tjaša, hvala celi tvoji ekipi, hvala vsem duhovnim vodnikom, ki jih dol povlečeš in res zelo, zelo dragoceno. Vsi, ki ste tukaj, nujno v spletno šolo, ker mislim, meni je to res, celo življenje sem iskal nekaj več, kamorkoli sem šel, in tukaj to več dobim. Tako da, hvala. Hvala ti. Še eno vprašanje ti bom dala, ker so ti tukaj napisali. Kaj je tvoja najljubša tema, ki smo jo v šoli obravnavali? Vse. Zdaj, veselim se sicer moške ženske energije, ki je še ni, pa bo zdaj kmalu. Tako da, po moje bo to najljubša, sicer pa sta bili manifestacija pa masterclass obilja. Mislim, božansko. Od takrat naprej manifestiram takole. A tudi obilja je več? Tudi obilja je več. Takrat v prvem tednu, zdaj ne bom v znesku govoril, ampak v prvem tednu, odkar sem delal masterclass obilja, je kar v enem tednu za par ničel zrasla na mojem računu. Tako da res vam priporočam. Hvala ti, Žiga. In se vidimo v spletni šoli, ne?
Ja, kmalu, ko me Ja. čakam. Lep pozdrav sem. Čau, čau. Evo, pa nam je Žiga malo dvignil še našo vibracijo. Ja, hvala lepa Žiga, tudi da nam je pokazal v bistvu, kako je na njega spletna šola vplivala. Zdaj pa povabim še Lukrecijo pa Klaro, če sta tukaj, da se mi notri vključita, da pogledamo še, kaj pa ženske pravijo o spletni šoli Oracle Membership. Mogoče se sprašujete, ne? A je šola samo za ženske? Ne, ne. Ogromno moških imamo. Tako da, evo, poglejmo. Dodajam tebe, Klara. Martinja, živja! Joj. Ja, že jaz ti moram nekaj priznati in vsem, ki nas gledajo, jaz sem še pred 1 uro kolebala, ali iti v ta live ali ne, zaradi tega, ker sem zbolela. In sem zakuhala in sem že cel vikend malo tako boga, ampak sem si rekla ne, vse ob nekem božanskem času in verjetno je prav, da se je tudi to zgodilo. In sem tukaj. In sem doumela, zakaj je sploh prišlo do tega, ker takoj, ko sem si postavila to vprašanje, je prišla jasnost. Dejansko je to prišlo do tega, zato da lahko vsem, ki nas gledajo, povem iz prve roke, kako bi jaz odreagirala v takem momentu pred 1 letom, pred šolo in kako sem odreagirala zdaj. Tako da, če smem biti to prvo, bom povedala. Izvoli. Jaz sem že prejšnji teden bila tako malo slaba in sem vedela, da moram ostati doma, ampak vemo vsi, kako je služba, ne, levo, desno, ne morem. In potem v petek sem bila tukaj na tvojem 5-dnevnem izzivu in smo imeli meditacijo. In ta meditacija je tako se me dotaknila, tako sem šla v srce notri in je prišla ven ena rana. In ta rana se zdaj v tem vikendu pozna na tak način, da sem zbolela. In 1 leto nazaj, pred šolo bi jaz zdaj bila v paniki. O moj bog, kaj se dogaja, bi šla, ne vem, vzeti lekadole, nalgezine, kaj bom naredila v službi, kaj bom rekla šefu, ne, pač kaos bi bil kažen. Zdaj, ta Klara, odkar je v šoli pa ne. Jaz sem povsem pomirjena, vem, da se je to zgodilo z nekim razlogom, vem, da je to pač nek proces, čez katerega zdaj hodim. In to je to. In sem povsem pomirjena in pač ne bom mogla iti v službo, se bojo že znašli in to. To je meni največ dala tvoja šola, to zavedanje, to, da sem se postavila na prvo mesto, to, da zdaj sem res najbolj pomembna jaz. In res hvala za to. Hvala, da si to gledalo in da si danes prišla ne glede na tvoje stanje, ne, zaradi tega, ker velikokrat mislimo, ne, da moramo biti nekako popolni, zato da lahko v bistvu šola je pa en tak prostor, kjer se ravno tega učimo. Točno takšen kot si super. In včasih imaš menstruacijo, kakor jaz, ne, včasih si volant, kakor ti. In vse to so samo izrazi nas in nas ne definirajo in lahko si prav tako sprejeti. In evo, dajmo vsi zdaj tukaj poslati ogromno srčkov, zdravilih srčkov Klari, da bodo jutri že zdrava. Evo, pošljimo en val ljubezni, vsi, ki smo tukaj, srčke Klari, da te objamejo, da te iz vseh strani polupčkajo in da dvignejo tvojo vibracijo. In ja, dejansko, ne, v bistvu vsi vemo, da kadar smo v bolezni, ne, zelo lepo si zdaj povedala, lahko reagiraš na en način ali pa na drugi način. Evo, srčki letijo, vidiš, ne vem, če vidiš, ampak srčki letijo. In hvala, da si v bistvu pokazala to, ne, kako lahko v bistvu bolezen vzameš kot prostor tvoje rasti. In upam, da si se podprla z meditacijami za zdravljenje, ki jih imamo v šoli, ne, da te bodo dvignile. Klara, če ti lahko še eno vprašanje postavim. Ja, seveda. Ja, kaj pa tisto, kar bi recimo ti rekla nekomu, ki ga v bistvu kliče, da bi prišel v šolo, ampak ima 1000 razlogov, zakaj ne, in nekih dvomov, kaj bi ti rekla tej osebi?
Jaz bi to osebo pogledala naravnost v oči in samo ji rekla, da naj si da to darilo, ker pač to je najlepše darilo, ki si človek ga lahko nameni sebi in svoji duši. Pač ta šola je neprecenljiva. Mislim, včeraj sem se pohecala tukaj pod komentarji, sem napisala, da stric Google se lahko skrije, ne. In dejansko je tako. Mi, ko smo v neki paniki in recimo zbolimo kakorkoli, jaz če bi zdaj šla spraševati strica Google, kaj se dogaja z mano, pač ne vem, bi že šla verjetno v bolnico ali karkoli, ne. Mislim, tukaj pa je toliko informacij, toliko jasnosti, toliko neke ljubezni. In točno sem vedela, ok, zdaj se dogaja nek protest, moram si dati več časa, imam te in te meditacije, bom šla poslušati to jasnost, ki jo Tjaša predaja. In to je to, da ko smo zgubljeni, ko ne vemo, kaj bi, pač šola ima odgovore za vse. In ti, Tjaša, s tvojo ekipo, vi tako vse skupaj, tako pač nore ste, vi ste tako neprecenljive in vse to, kar dajete ven in nas učite in vse te informacije, ki jih ti skanaliziraš iz celestialnega nivoja, pač to je wow, res wow. In ravno danes sem razmišljala o šoli in prav mi je šlo na jok, ker ne vem, jaz si osebno ne predstavljam več življenja brez šole, res. In prej mi je bilo zabavno, ko sem poslušala Žigo, ne, ki je rekel, da v parih mesecih je on vse teme, ne, že vse pregledal večkrat in to, ne, mislim, jaz sem pa imela drugo plat, tako da mogoče lik to, da še omenim ljudem, jaz sem komaj čakala šolo, čim sem se upisala, takoj sem plačala tisti znesek, dala na trajnik, da niti ne razmišljam o temu, in potem sem šla v raziskovanje. In toliko, kot sem bila vsa presrečna in v ljubezni, wow, kaj je vse tle, po drugi strani sem se pa malo ustrašila. Moram priznati, ker je tega toliko, da človek si reče, o moj bog, mene vse zanima, kako bom jaz vse to uspel v svojem življenju, v tem hitrem tempu, vse to pogledati in ponotranjiti, ker so meditacije, ti imaš predavanja, ki so dolga 1,5, 2 in potem so rituali, ne, to vse pač vzame čas in energijo. Ampak mislim, da je lik stvar šole ta, da itak je neomejena in mi smo tukaj notri in ko boste vi, bodoči sošolci, prišli not v ta prostor, pač ne se ustrašiti, koliko je vsega in da zdaj morate vse takoj hitro, ne, pregledati in vse že znati in obvladati, ker ni to poanta. Poanta je, da se vprašate, kaj jaz zdaj trenutno rabim in tam greste. Kot je Tjaša prej rekla, odnosi, pojdite tam, obilje, tam. Jaz sem zdaj recimo pri razdelku o zdravju, seveda, ne. Ja, najdemo res vse, notri je vse in jaz sem tako počaščena, da sem lahko del tega in res, Tjaša, hvala Nini in Nadi in Ani in vsem vam za, pač res, vi ste, da sem tako vesela, da sem podpisala dušno pogodbo, da sem v istem obdobju življenja skupaj z vami tle, ker res, hvala. Hvala ti, res si dobro stvar izpostavila, ne, zaradi tega, ker je vsebine znotraj šole zelo veliko. Jaz pa ves čas poudarjam, ta šola je prostor, kjer smo v ljubezni. Vzemi to, kar vibrira s tabo, spusti, tudi če kakšen mesec ne narediš vsega, ne, tudi vsak mesec dobiš dovolj vsebine, ne pa spet preveč, da se ne bi dal, ne, zato ker moramo najti integracijo, ne, tega življenja in tistega in kako ti recimo, ker imaš službo, a ne imaš obveznosti, kako ti recimo integriraš vsebine v šoli, kolikrat recimo na mesec ali pa kako si se ti organizirala svoje sodelovanje v šoli in to umestila v svoje življenje? Zdaj tako, jaz imam malo tak urnik, da je bolj popoldanski, tako da imam zjutraj nekaj časa in zjutraj zorganiziram, da tisto, kar me zanima, zjutraj začnem, ne, gledati, meditiram in tako. Je pa res, da tudi v zadnjem letu sem začela res postavljati sebe na prvo mesto, tako da tudi po službi ne hodim več toliko naokoli, se ne družim več s tolikimi ljudmi in res imam več časa zase, torej več časa za šolo on. Ker sem videla tudi sama, koliko rastem v njej. In na mesečnih dogodkih obvezno sem s tabo live, obvezno in toliko teh aha trenutkov prihaja, da je to res nekaj neverjetnega. Drugače pa za vikende, ne. Tako da za vikende tudi, ali pa ne vem, grem na sprehod, zjutraj, ponavadi, ko hodim na sprehode, slušalke, si ne dam glasbe, ampak si dam tebe.
in tebe poslušam. In lej, moj dan se začne fenomenalno na tak način. Super, hvala, da si delila to z nami. Klara, jaz upam, da si ti začutila in videla, koliko ljubezni so ti poslali, smo ti vsi poslali znotraj tega dogodka. Poneguj se, poskrbi za svoje telo, naj te na dan Gal Rafael danes objema celo noč, da se do jutri oziroma v božanskem času, ne, pozdraviš. Tako, hvala ti. Hvala ti. Tjaša, hvala za vse. Hvala, res. Čau. Čau. Lukrecija, živja. Hola, zdravo. Živja. Joj, kako si lepa v tej rozni srajčki. Hvala. Ki jo me spominja. Barva moje duše. No, pa super, da si se vanjo danes oblekla. Lukrecija, koliko časa si ti že v naši spletni šoli OM? Ja, aprila 1 leto. 1 leto. In kaj bi rekla, zdaj, ko gledaš za nazaj, ne? Kaj bi rekla, da je tista največja sprememba, ki se je v tvojem življenju zgodila, odkar si v naši šoli? Tjaša, jaz delim svoje življenje pred Tjašo in življenje po Tjaši. Z Tjašo. Z Tjašo. Namreč, ja, razlika je ogromna. Pred spoznanji, ki si delila in znanji z nami, sem delovala razpršeno, v bistvu razdajajoče se. Imela sem občutek, da moram dati vse od sebe, da bo svet funkcioniral boljše, lepše, da bo vsem dobro, da bom zadosti učinkovita. Zdaj pa ugotavljam, da če sem jaz v redu, delujem že za svojo vibracijo, že za svojo energijo, tako da se stvari postavljajo lepo umirjeno, urejeno, pravzaprav usklajeno, tako da se sprašujem, kako je sploh mogoče. Ja, prej je bila ihta, tista nervoza, vedno bitka s časom in z še dejavnostmi. Ampak sedaj se je naselil v mene mir in res počutim se v stiku s seboj tudi v recimo najbolj turbulentnih situacijah, ki prihajajo, kar je naravno v naših življenjih, ker smo v takih izkušnjah, preizkušnjah, pač vsak ima svoje. Ni človeka, ki ne bi imel preizkušnje take in drugačne, ampak tako se mojstrimo, brez tega ni. Ja, vsekakor, ne, in v bistvu včasih mislimo, ne, da želimo življenje brez zapletov, brez problemov, brez izzivov, ampak tega ni, ne, je samo to v bistvu, da potem prepoznaš, da je vsak izziv, ki pride, prostor tvoje duhovne rasti, prostor tvoje razširitve zavedanja in ga znaš v bistvu, namesto da greš v strah, v paniko, v stisko, ne, kot si omenjala, znaš v bistvu prepoznati, da je to tvoje učenje in se povzdigati iz tega naprej, ne. Ja, in tudi stalno opozarjam, recimo zdaj sem prav tako, ker sem v svojem miru, v svoji stabilnosti, v svojem stiku, vem, kaj sem preživela od vseh teh bolezni, recimo tudi raka sem preživela. Bila do zdaj na bolniški, recimo, bilo je obdobje, da sem imela občutek, da nikoli več ne bom živela, kot sem živela, ne, aktivno in polno. V bistvu sem se pa vrnila mnogo močnejša in sedaj razumem, zakaj se mi je vse to dogajalo. In v bistvu morala sem zboleti, da sem prekinila z vsemi temi svojimi rituali razdajanja in z svojimi nenavadnimi miselnimi procesi in notranjimi hotenji ugoditi oziroma pomagati, ne toliko ugoditi, ampak pomagati, ne. In zdaj vidim, da bolj pomagam, če sem jaz v redu in pomirjena in recimo kot učiteljica v šoli stopim v razred, ki je recimo res polne energije, sedaj je pomlad, sonce in vse razganja. Stopim, naredimo mokrega kužka in
par takih body percussion situacij in se sfokusiramo in teče lepo. In če pride do kakih situacij, jih samo zaprosim, da so v zavedanju, da se postavijo v zavedanje v situacijo tukaj in zdaj, kaj hočeš najlepšega, najboljšega za svoje življenje v tem trenutku zase. Zavedaj se te neprecenljive situacije. Ne razprši se, ne bodi nekje druge, bodi tukaj v fokusu s sabo. In moram povedati, da sem presrečna, da lahko to tudi otrokom dajem, to sinu itak, ampak on določene stvari že zna pred mano, v bistvu, jemljajo to naravno, kar se jaz zdaj učim, on meni pravi, ja, mamo, kako pa drugače, vse bo to najbolj normalno, joj, kaj se meni dogaja, res, tako da, ja, fajn, super mi je, ker imam tudi njegovo podporo in ko sem imela izzive za prehrano, za Celestine Inspiration, je on sodeloval z mano in v bistvu vedela sem, da ne smem razočarati ne sebe, ne njega, da to je šlo še toliko hitreje in lepše in ja, to je to. Res, tak blagoslov, da kot učiteljica dejansko ta znanja, ker zdaj sama veš, kaj se v šoli učijo otroci, in tukaj v šoli je še neko dodatno znanje in v bistvu ti imaš ta blagoslov, da lahko daš to zavedanje, ki ga znotraj šole sprejemaš, da integriraš svojim učencem znotraj neke klasičnega sistema šole. In to se mi zdi res pač moj poklon, Lukrecija, zaradi tega, ker pač, zakaj naša šola sploh obstaja? Zaradi tega, ker se mi pač v šolah nismo naučili teh stvari, in zdaj, ko smo v šoli lahko osvajamo ta znanje in potem našim otrokom, svojim ali pa tistim, do katerih sežemo skozi svoje delo, lahko razširimo zavedanje. In v mislih sem prav videla, kako delate mokrega kužka in se mi je zdelo tako fascinantno. Ja, in štejemo sekunde. Vsi srčke poslati Lukreciji za njeno umno delo. Lukrecija, katera je pa tebi bila najljubša tema znotraj naše šole? Ja, veš kaj, v bistvu zelo dotaknila se me je družinska karma. Začela sem razumeti stvari, ki jih nisem mogla razumeti nikoli. In sem imela ogromno težkih vprašanj zase. Zakaj sploh vse tako funkcionira, kot funkcionira? In ja, veliko olajšanje in inventura življenja. Zelo močna, tako vulkan in potres in poplave in vse je bilo, Ampak res določene stvari potrebujemo, da nas prečistijo, da razumemo situacije, zakaj smo sploh v takem življenju, da nas preizkuša. In ja, meni se zdi, da pač mogli smo doživeti marsikaj, da smo prišli do tvoje šole, dragocene izkušnje in spoznanja, ki nas širijo, Ker zdaj eno situacijo enkrat doživiš, vse te dotakne, te vznemiri, pa drugo, pa nikoli ni nobenega kompleta, ves čas nekaj iščeš, ne najdeš. Tu pri tebi je pa tako, kot da, ne vem, pograbiš en ogromen, neprecenljiv dragulj in potem ga raziskuješ in dejansko vse to fino v svojem tempu doživljaš, pravzaprav doživeti treba vse ta znanja, ne samo, da jih prebiraš. Jaz si prav zapiske moram delati in potem še tisto predelujem in prav stanjem v tem, kar sem prebrala in res prebrala in poslušala, tako da jaz živim dejansko z tabo, s katerimi osebami se najpogosteje srečujem, ne je bilo prav zdaj. Ono, ko si rekla, napiši, jaz sem napisala, Tina, od teta in tebe.
zelo rada sem v tvojem polju. Hvala. Zelo ljubeče si sprejeto v moje polje. So ljubezni, ja. Mogoče za konec, kaj bi rekla nekomu, ki ga kliče ta šola, pa ima mogoče še kakšen zadržek v sebi, kaj bi ti njemu svetovala? Kaj bom mu svetovala? Pravzaprav bi mu rekla, bodi hvaležen za to situacijo, da sploh veš, da to obstaja. In če želiš zase dobro, za svoje življenje, za jasnost, da greš v svet svoj kot svoj človek, da se te ne dotikajo vsi dogodki in te ne pretresajo, da si v svoji stabilnosti, v svoji sreči, v svoji zavedanju te dragocenosti tega življenja, ne glede na to, kaj se dogaja. Ker dogaja se res marsikaj. Stopi v polje te šole, spoznaj Tjašina znanja, to njeno res nesebično razdajanje, to energijo. Ker itak, draga Tjaša, ti si prišla na svet, da spreminjaš ta svet, da ga delaš boljšega, ker bo, definitivno greš v svet in vem, da svet te bo sprejel z odprtimi rokami, ker svet te potrebuje. Vedno bolj in bolj. In neskončno sem hvaležna, da živim v tem obdobju kot ti, da smo tukaj, da smo lahko to doživeli skupaj. In res od srca ti želim, da z pospeškom, da z svojo raketo širiš ljubezen na tem planetu. Hvala ti. Rada te imam. Hvala za te besede, Lukrecija, in hvala, da si se nam danes oglasila. Adijo, pošiljam ljubezen. Čau. Adijo, čau. Zdaj ste me pa kar v jok spravili. Moja namera je bila, da ti danes pripeljem doživeti 3 moderne oraklje naše spletne šole. Zaradi tega, ker ti hočem pokazati, da obstaja skupnost, obstajajo ljudje, ki skrbijo zase v ljubezni, ki so v visoki vibraciji, ki izbirajo biti zavestni vodje svojega življenja. In del te skupnosti lahko postaneš tudi ti, ne. Tako da res ljubeče vabljam, da se pridružiš Žigatu, Klari, Lukreciji in še 1000 drugim Slovencem znotraj naše spletne šole Oracle Membership, da si daš to darilo, kot so rekli, ne, zato da tvoje življenje postane še bogatejše. S temi mislimi bomo danes današnji dogodek zaključili in te vabim, da do jutri razmisliš, kakšno vprašanje imaš zame. Namreč jutrišnji zadnji dogodek znotraj našega 5-dnevnega izziva bomo namenili temu, da odgovarjam na vsa vaša vprašanja. Enkrat na mesec znotraj spletne šole imamo tak dogodek, ko lahko moderni orakli postavijo kakršnokoli vprašanje in potem na to vprašanje odgovorim. Tako da razmisli o tem, kar te zanima, pridi jutri na ta zadnji dogodek znotraj našega izziva, potem pa se seveda naše potovanje nadaljuje znotraj spletne šole Oracle Membership. Če ti je bilo to, kar smo doživljali te dneve, všeč, to je bil drobček tega, kar nas potem čaka v šoli, potem se veselim, da te sprejmem v šolo, ne. Tako da hvala lepa vsem za še en čudovit večer in hvala tudi vsem modernim orakljem, ki ste danes razsvetlili ta naš prostor s svojo energijo. Rada vas imam. Lahko noč.